Takole so slavnostno otvorili na novo prenovljen kip NOB na Trgu Svobode, ki je po približno 20 letih le dočakal korenito prenovo. Podjetje Livartis je imelo s prenovo Kodžaka veliko dela. Poleg sanacije razpok in poškodb je bila potrebna tudi zamenjava celotne notranje konstrukcije, ki je bila dotrajana. Spomenik diha se precej širi in krči, ker ima ogromen obseg. Konstrukcija ni dopuščala tega, potem so se trgali kosi brona ven ali pa na noter. Pa smo tisto vse ven izrezali, pa smo zavarili ene ploščice noter, pa obdelali čez, pa v spodaj smo bronasto konstrukcijo naredili noge. Z opravljenim delom so bili zbrani zadovoljni. Čestitamo županu mestne Maribor, svetnikom in vsem tistim, ki so v tej meri sodelovali. Samo bi pa želeli, da ta se odnos spremeni, da se spoštuje, da ga negujemo in da ga res očuvamo za naslednje, mlajše generacije. S prenovo kipa je bil zadovoljen tudi mariborski župan, ki pa si še vedno želi, da bi kip preselili približno 70 metrov više na Trg generala Maistra. Narodno je za ta spomenik, ko imamo prireditve, kot je martinovanje, novo leto, da ljudje ne pazijo na spomenik, da zlivajo različne pijače po njem. Nekateri pa tudi v poznih jutranjih urah okrog spomenika počenjajo kaj druga. Prenova kipa je stala 165 tisoč evrov, od tega je mariborska občina prispevala 88 tisoč evrov, preostalih 77 tisoč pa Ministrstvo za kulturo.